Dober dan, od srede do srede. Lep pozdrav. Preden te začnem spraševati, vabim občinstvo, da se naroči na delo.si. Midva ima pa par reči za obdelati. Zdaj, med drugim je ta simpatičen zaplet Tanja Fajon, njena kandidatura za predstavnico Evropske unije v Sahelu, potem odločitev Kaje Kalas povezana z dejavnostjo sedanje slovenske vlade, da Tanja Fajon ne bo kandidatka. Prav taka znatna šlamastika se je zgodila. Zdaj, za moje pojme, ta šlamastika škoduje predvsem državi, zaradi tega, ker država izpade neresno, izpade kot entiteta, ki dramatično spreminja kurs, če pride do spremembe vladajoče ekipe. Ja, se strinjam. To se pravi, to, kar se dogaja za Tanjo Fajon, je dogajanje, ki ga je po mojem mnenju mogoče ali pa potrebno gledati v večjih plasteh. In ena plast je pač legalistična. Zdaj, če sledimo dejstvom, moramo reči, da samih dejstev oziroma okoliščin mogoče ne poznamo zadosti, ker jih vsak predstavlja na drugačen način. Ena, se pravi, stran, to je Kajzerjeva stran, oziroma rečemo uradna vladna stran, je pač ta, da je bil razpis narejen nekorektno. Ne? Kot da bi do zdaj razpise delali sploh ali pa da bi jih delali korektno. Ne? Druga stran pravi, da je bilo narejeno vse po dosedanji praksi. To je ena plast. Druga plast je to, da je bilo slišati, saj je Tanja Fajon je javno povedala, da je v še nevtralnih teritorialnih vodah zdajšnji minister Tone Kajzer čestital in ji zaželel vse najboljše. Potem je ploščo obrnil. Ne? In če greva od tu naprej, če slediva pač navedbi Tanje Fajon in predpostavlja, da tega ne bi rekla, če ne bi imela recimo utemeljenega razloga za to, da reče, bi to pomenilo, da se je zunanji minister Tone Kajzer vmes pod neko silo teže premislil, ne samo v vsebini, ampak tudi v slogu, ker če se je prej prijazno pomenkoval z njo, je naenkrat kazal sovražna znamenja. Tudi lep pušelc je dal svoji predhodnici. Recimo, ne? Ja. In to vodi potem v naslednje vprašanje, kaj se je zgodilo, katera sila je pritisnila na njega za to, da je on tako radikalno spremenil, ne samo, da je stališče spremenil diametralno, ampak tudi radikalno, zaradi tega, ker je prišlo potem tudi do tožbe, oziroma do obtožbe, oziroma do ovadbe. Ja. Tako, ja. Do ovadbe pri specializiranem tožilstvu. Ja, ker ovadba predpostavlja, da je prišlo do kaznivega dejanja, da je katerega koli pač že. Ne? To se pravi, v ozadju je napeljava k sumu, rečemo, korupcije oziroma celo kršenje zakonodaje in pa na drugi strani na politični ravni dogajanja pa diskvalifikacija poprejšnje ministrice. In to se za enega kariernega diplomata komaj da spodobi, oziroma bi rekel, da je komaj da verjetno, da bi nekdo za prazen izplen to storil, ker že samo dejstvo, da je funkcija odletela in je šla na Dansko, bi morala zadostovati, ampak ni zadostovati. Danska bo rekla hvala Slovenija. Dejansko in ni bilo zadosti to, da je funkcija odletela, je bilo treba še ponižati nasprotnico in dejansko gre za nasprotnico oziroma rivalko. Skratka, to nas napelje na naslednjo plast, na naslednjo raven, ki govori o tem, da je zelo utemeljeno, ne abstraktno mogoče razmišljati, da je zunanji minister Kajzer upognil svojo hrbtenico in sprejel brezpogojno navodilo predsednika vlade Janšeja, ki ima določene zamere oziroma ki ima določeno agendo do tega. In, kaj bi pa bile te zamere? Ja, za začetek recimo je treba povedati, da je treba izpostaviti zunanjega ministra Kajzerja, da to zelo slabo ali pa zelo potencialno slabo govori o njegovi osebnosti in o njegovi hrbtenici in o njegovi avtonomiji in v njegovi profesionalnosti, da ne rečem taktnosti, da ne rečem bontonu, da ne rečem človečnosti. Se pravi, popolne kritike in ustreza vzorcu politikov in ministrov, ki si Janši ne upajo reči nič, ki nimajo avtonomije, kar bom isto nekoč rekel za ministrstvo za kulturo, pa še za koga. Dobar, ampak
Zdaj smo pri tej plasti Janša in njegova maščevalnost. Ampak, če zraven damo neko drugo, kako ne rečem, dogodivščino, ne, da je namreč predtem iz osebnih razlogov, ki so diplomatsko seveda spet zanimivi, odstopil Samuel Žbogar, ne, Predstavnik Slovenije pri Združenih narodih. Na podoben način. Ja. Če zdaj ugotovimo, ne, če zraven približamo črno kocko, se pravi Black Cube, ne, kako se je Izrael umešal v slovenske volitve, na kakšen način in odkot izvira zamera. Zamera izvira do Roberta Goloba in do slovenske oblasti ravno na točki Palestine, genocida, obsodbe, relativno iz časa predsedovanja Slovenije oziroma v Združenih narodih, v Združenih narodih. In članstvo v varnostnem svetu v Združenih narodov, in ko je Slovenija predsedovala, je pokazala hrbtenico, je pokazala dobro držo in si seveda izraelskemu lobiju zamerila do skrajnosti. Tanja Fajon je imela tudi znotraj vlade nekoliko specifično držo, ne, znotraj Golobove vlade. Ja. Ona si je do zadnjega prizadevala, da bi se Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike zoper Izrael na enem od mednarodnih sodišč. S tem, da vlada kot celota se pa za to prizadevanje Tanje Fajon potem ni odločila. Ja, in zato prideva do zadnje plasti, ki je ta trenutek, to je treba korektno povedati, če govorimo o novinarskih terminih, glede dokazov, nedokazljiva ta trenutek, ampak v izpeljavi samih dejstev, posrednih dokazov in pa seveda, kako ne rečem, logičnega sklepanja v vseh okoliščin, vključujoč seveda Samuela Žbogarja, črno kocko, zamero Izraela in pa Janšove dolgove do Izraela, do Netanjahuja, bi jaz rekel, izrazil svoj sum in osebno prepričanje, da je to radikalno ponižanje Tanje Fajon v bistvu tudi, kako ne rečem, poplačilo dolga, ki ga ima Janša do Netanjahuja oziroma do črne kocke oziroma do teh zadev, ki poskušajo poprejšnjo Golobovo oblast dobesedno uničiti. To se pravi, spraviti na dno, na tla in pokazati, da se zoperstavljati Izraelu ne splača. Jaz mislim, da je to ultimativno sporočilo. In Janša je v tem smislu samo nekdo, ki po mojem globokem prepričanju ne... Se pravi, zakaj on ima ljudi, ki jim zameri nešteto, ampak zakaj se je tako radikalno spravil ravno na tiste, ki so na Netanjahujevi listi za odstrel ali pa za zamere, ne? To je pa zanimivo vprašanje. In Tanji Fajon se je zdaj prostor radikalno zožil, tako se bo nam vsem in civilni družbi zožil za nadaljno Janševo dejavnostjo. Vsak dan nas bo bolj dušilo, vsak dan bomo bolj, vsaj od medijev do civilne družbe, vsak dan bo bolj tesnobno, dokler ne bo počlo. Ne. In Tanja Fajon zdaj doživlja tisto, kar bo doletelo kulturnike, kar bo doletelo medije, kar bo doletelo nacionalno televizijo in tako naprej. Ne. Lahko napovedujemo potres in smo nekako pred viharjem in v Slovenijo prihajajo turobni časi. Državni zbor ima neko zanimivo situacijo, ko opozicija brez upa zmage predlaga glasovanje o odstavitvi predsednika državnega zbora, češ da ni zaščitil ustavnih pravic opozicije, ko na dnevni red ni uvrstil ene od zahtev opozicije, pravi zahteve za ustanovitev parlamentarne komisije preiskovalne, ki bi se ukvarjala prav z zgoraj omenjeno materijo, torej črno kocko. Predsednik državnega zbora imenujemo njegovo ime ali ne, je sramota za Slovenijo. Velika sramota. In jaz mislim, da je ta ideja, ki jo je zdaj združena opozicija poprijela in je predlagala njegovo razrešitev, je sicer na eni strani boj brez upa zmage, kar ti dobro veš, ne? Ampak na drugi strani pa povzema to, kar je Miha Brejc na družabnih omrežjih povedal,
in je preprosto rekel, vse ne gre za to, da zmagaš. Gre za to, da opozoriš na pravo stvar, gre za to, da javnost obveščaš, gre za to, da javnosti daš možnost, da spozna dejstva, in gre za to, da narediš tisto, kar je prav. Ne? In to, kar se zdaj dogaja, je natanko tisto, kje pa je prav. Ne? Kje pa je bistvo problema? Bistvo problema je Luka Mesec kot eden od predlagateljev, sopredlagatelj na javni televiziji povedal, je pa to, ne? Kako perverzen pa moraš biti, da si sklicatelj seje, na kateri predlagaš dnevni red, proti kateremu potem glasuješ. Se pravi, on bi lahko že kot predsednik parlamenta sploh ne sklical te seje. Ker in kaj je njegov protiodgovor, on bi rekel, saj moram, saj sem predsednik državnega zbora. Ja, ampak potem v drugem svojstvu pa ni vezan na nobena navodila, pozabi pa to povedati, ne, da je pa vezan na ustavo. Je seveda. In ustava zahteva komisijo, če jo... Ker a veš, ta avtonomija poslancev, ki niso vezani na nobena navodila, ni nekaj absolutnega. Ne? Avtonomija ni to, da imaš nad sabo samo še modro nebo. Ne, nad sabo imaš ustavo. Pri nas se dogaja nekaj, kar gre onkraj spopada levica-desnica, ker pri samem generičnem pojmu levica imam jaz seveda imam določene probleme, ne? Preprosto zaradi tega, ker je neidentifikatorna, to se pravi, mi ne moramo več reči, kaj danes levica je, pustimo zdaj stranka Levica, ki ima elemente levice, ampak sicer vsi tisti, ki se imajo za levi blok, je veliko vprašanje, koliko so levi blok, vse to so že 100-krat povedali, gre za neoliberalno agendo. Je mešana kompozicija. Se pravi, levo-desno v moji glavi nekako ne deluje, kot bi moralo delovati. Na vsak način pa deluje to, ali si ti privržen besedi in demokraciji ali nisi, ne? Se pravi, in ustava je vendarle nekaj, kar je nad levo-desno, je nekaj, kar, zavezuje v besedi, zavezuje v dejanjih, zavezuje celo v misli, zavezuje v drži in politični kulturi. Ampak potem niso samo pri demokraciji, ampak pri ustavni demokraciji. Demokracija je logično, ne, ustavna, Janša je v Bovcu izjavil, kako rečeš, parafraziram, ustavnega sodišča ni treba upoštevati, ker ga ni izvolilo ljudstvo. Ne? Tudi njega ni izvolilo ljudstvo, njega je izvolilo 29,7% od tistih, ki so prišli na volitve. Ja, in potem, to ni celotno ljudstvo. Ja, in potem ga je izvolilo 50 poslancev, ne pa 90 poslancev. In po enakem ključu, tako je, ne? Po enakem ključu je bilo izvoljeno tudi ustavno sodišče. Ustavno sodišče je v vsakem primeru izvolilo vsaj 46 poslancev. Ja. O tem govorimo in ustavno sodišče je ena od dveh oblasti, ravno toliko težka, kot je Janša, kot izvršna veja oblasti težak. Ne? Skratka, ta govorica, ne, da na koncev imamo razmerje med resnico in lažjo, in kar je najbolj perverzno je to, da najbolj lažniva stranka naenkrat nosi ime resnica, se pravi, so vsi pojmi zamešani. In jaz bi pričakoval, da začnemo izčiščevati osnovne pojme politične kulture o tem, a beseda kaj velja, ali se zavezuje, ali laž naenkrat postane resnica, ali je resnica naenkrat laž, kako to deluje, na kakšen način to deluje, in tukaj bi se morali ne samo civilna družba tega spektra, ki je ogrožen, oglasiti. Jaz bi tukaj pričakoval, da bi se široka demokratična razprava odvila v Sloveniji, da bi se naenkrat tudi religiozne skupine, vse, bom rekel, uradne cerkve začele naslavljati na javnost kot recimo Leon 14. se naslavlja skoraj da vsak dan na Instagramu, in poskuša povedati, kaj pomeni slediti resnici, kaj to pomeni, da držiš besedo, da ne lažeš, da ne kradeš. Vse to, kar danes pod pojmom resnica funkcionira v poslancu Mijiću. Ampak, veš, kolega Markeš, časopis Pravda, časopis bolševiške stranke v Sovjetski zvezi, Pravda pomeni resnica. Jaz sem dolgo mislil, da Pravda časopis pomeni pravico. Ne, pomeni resnico. Ja. In če kje nisi mogel resničnega poročila o dogajanju v Sovjetski zvezi prebrati, je to v časopisu Resnica. Tukaj je neka sled, ki nam pomaga razumeti sedanji
sedanjo sprevrženi koncept tako je, resnice. Ne? Ampak recimo, še enkrat povem, pa sem verjetno že večkrat tukaj povedal, ne, ko sem delal v svojstvu novinarja Dela, intervju z Petrom Sloterdijkom, ne, ki je pač referenčen filozof, Žižkov prijatelj iz druge strani, on reče Žižek, ne. Ampak kakorkoli, ne, on je operiral z besedo resnica, ne, Sloterdijk. Mi, da sem bila z Mirtom Bezlajem, sva skupaj delala tam v hotelu Union, ne, par let nazaj. In potem sem jaz vprašal, oprostite, kaj pa je resnica, ne. In mi je naredil odgovor, ki mi še danes da misliti, ne. Resnica je vsebovana v formuli E je mc kvadrat. Hotel je preprosto povedati, resnica ni poljuben pojem, ne, čeprav imaš opravka z relativnostno teorijo. Ampak je to, tako rekoč, znanstven pojem, v katerem ne moreš reči, ti praviš tako, jaz pa pravim tako. Ne. Napeljuje na to, da obstajajo univerzalni zakoni. In univerzalni zakoni so vsebovani v pogodbi Združenih narodov v deklaraciji o temeljnih človekovih pravicah. Sva spet pri stari kantovski temi, če hočeš. Ne. Mi ne moramo žonglirati z besedo resnica kar tako. Ti praviš tako, jaz pravim tako, deljeno z 2 je pa resnica. Kilo, ne vem, hlevskega gnoja od naših sosedov v Bohinju, pa kilo parfuma, ne, deljeno z 2 ni pravi von. Eno je smrad, drugo je dišava. Ne. Resnica v tem je pa znanstvena, ne. In skladna z našimi izkustvi, ki delujejo v tem svetu po nekih, ali pa, bom rekel, raziskujejo in spoznavajo v tem svetu po znanstvenih zakonih. Se pravi, tudi v politologiji, tudi v filozofiji, tudi v dušeslovju je znanost faktor. Znanost ni samo nekaj, kar se tiče tehnologije ali pa tehnokratskih ali pa tehnoloških zadev, ne? Ampak je tudi humanistična, ne, disciplina. Ne. Tukaj ima in je predvsem področje morale. Ne. Tukaj imamo pa opravka z predsednikom parlamenta in z ljudmi, ki so tako nizki v moralnih standardih, da si dejansko, da je sramota, da zasedajo poslanska mesta. To je največja možna sramota. Greva nazaj k temu, kar sem te že prej spraševal, ne? Oziroma, ki sem rekel, boj brez upa zmage. A ni politika umetnost določanja tematik spopadov, pri katerih boš zmagal? A se ne odločaš za bitke, za katere veš, da boš iz njih izšel kot zmagovalec, ali se odločaš za bitke, pri katerih naprej veš, da boš poraženec, ampak hkrati pa zaradi določenih razlogov v te bitke enostavno moraš iti? Več nivojev je tukaj, ne? Ampak to na ravni politične taktike tudi Machiavellija, se pravi, politika kot umetnost možnega funkcionira pač na tej ravni, tako se politiki tudi opredeljujejo. Ampak midva nismo politika. Midva smo pripadnika civilne družbe, medijev in imava nek moralni kodeks. Ne? V pravilnem moralnem kodeksu ti spregovoriš tudi takrat, ko ni oportuno. Govoriš o nečem, kar je res, ali pa rečeš, to je moj argument, debatiral njem, zamolčati ga ne moramo, pa izčistimo, kaj je res. Po principih neke znanstvene metode, neke benevolentne debate v okviru dobronamernosti. Recimo, to je en pravilen diskurs. Ne? V politiki pač umetnost možnega in se tudi laže na veliko, potem je treba reči, to je laž. Čisto preprosto. Ti lažeš in kdor laže, navadno tudi krade. Ne? Ampak tisto, na kar si ti namignil, pa ne vem, če si hotel na to namigati, ne, je pa modrost politična. Ne? Se pravi, greš zmagati tisto, kar lahko zmagaš in ne rineš v tisto, česar ne moreš zmagati. Ne? A je to modrost ali oportunizem? Je oboje. Hkrati je modrost in oportunizem. Jaz kot modr človek, mislim, če bi bil vladar kot modr človek, ne, tako kot bereš stare spise rimske in tako naprej, ne, bi preprosto rekel, če ne morem nečesa uveljaviti, mogoče odložim na naslednjič, ne pozabim na to, ampak čakam na boljšo priložnost. Ampak recimo, mi imamo opravka z predsednikom vlade, ki ne samo to, da je zvest vojak svojim dolžnikom. Ne. On govori zdaj o tem, kako, mislim, zanimivo, 27.3. je na tisti komisiji, ne, to se pravi 5 dni po volitvah, ne, ko so razpravljali o črni kocki, kako je on deflektor, on je napadel Marto Kos kot lažnivko, on je operiral za lažnivka, ona laže, ona to dela, ona ono dela. Ne. Zdaj za Fajon po podobnem ključu napadajo in je govoril o laži in o vmešavanju tujih, se pravi, tujih elementov
ali pa tujih držav, če hočeš, agentov v slovenski demokratični proces. In to v času, Janša ima neverjetno zanimiv sindrom. Tisto, kar on spregovori, se zavede, da je njegov problem. Ne? V času, ko je bil razkrit v najbolj umazani zgodbi Black Cuba, ki mimogrede še zdaj ni razreševana, ne? Ampak v času, ko je on govoril o tem, kako je Alex Soros obiskal Roberta Goloba, ne? Se pravi v predvolilnem času. Razumeš, o tem je on razpravljal takrat. V 27.3., to sem prebral na Nova 24, evo, citiram vir, kje sem to prebral. Ne? In, a veš, Alex Soros je sin od Georgea Sorosa. Ja. No, in pazi, zdaj grem k tvojemu vprašanju. Ne? Ali on je zdaj v nekaj mesecih toliko hrast potegnil iz zaceljenih ran, toliko nerešenih problemov naredil, še bolj nerešljive, da dejansko se vprašaš, koliko modrosti je v njemu. Ne? In se spomnim tistega, ga je Žižek enkrat citiral iz ezopske basni, ki sem jo tudi že tukaj 100-krat povedal. Ne? Sedi na žabi sredi deroče reke in samo žaba ga lahko prepelja iz tega brega na oni breg. In jo piči, ne? In oba utonete. In ga žaba vpraša, zakaj si pa to naredil? Kaj moram tak sam? Ne? Sem škorpion. Sem pač škorpion. In zdaj pa, kako to imenujemo, da ne bi bili žaljivi? Ne? Dajmo to imenovati spoštljivo, pa rečemo najmanj, da je to nemodrost, da je to slaba modrost, da je to neka osebna karakteristika, ki na koncu koncev človeka porazi. In zato jaz napovedujem njegov poraz. In to nikoli ni bilo vprašanje, ali bo njegova vlada poražena ali ne bo poražena. Vprašanje je samo, koliko škode bo naredila med tem. Koliko ljudi bo za to, če hočeš na cesti, koliko ljudi bo zaradi tega utrpevali tako in drugačno škodo. Ne? In koliko se bodo ljudje spet iz tega naučili, ali se moramo spet pripraviti na Janševo peto vlado, če hočeš. Ne? In to, da je on sestavil tako umazano, drti koalicijo, kot jo ima, ki je utemeljena na laži, 100% na laži, na popolnoma neznanstvenih, politološko neznanstvenih osnovah, če hočeš, pa dobro, politika rečemo, ampak popolnoma na neresnici, v imenu resnice, take situacije mi še nismo imeli. Imeli smo prikrito situacijo, ne? Ker ne pozabiti, še enkrat ponavljam, vsi ljudje, ki so zdaj Janševi podrepniki, so bili tudi podrepniki Janeza Drnovška, v smislu tam, kjer se denar kopiči, ne? Vsi? No, ne vsi. Rečemo, mnogo, številni, no, da ne bom se narobe izrazil. Številni, vendar odločilno številni, tisti pri velikih kupih denarja, so vedno pri koritu, ne? So vedno tam, kjer je treba. Ne? In potem naenkrat opletata, veš, za partizani z domobranci in mimogrede katoliško cerkev, protestantske cerkve in vse pozivam k temu, da odpirajo znotraj svojih območij, to je njihova naloga, razpravo o morali, o resnici, o ne lagati se, držati se poštenih pravil in tako naprej. In konec koncev, naj vendar oni zdaj je priložnost, zdaj je ta vlada, ki so jo, saj katoliška cerkev, tako rekoč podprli, omogočili, v podtalnem odmrežju agitirali za njo. Dajte, prosim, vljudno in spoštljivo povem, poskrbite zdaj za nepokopane mrtve. Tiste kosti v Škofji Loki, kje so zdaj še v tistih depojih, ne? Zdaj je čas... Pač nekje so shranjene, je sicer svečka pržgana, ampak... V skrajno žalostnih gajbicah. Tako, in je tam sicer svečka pržgana, absolutno nepietetno in to že desetletja. Zdaj ima in desnica, in cerkev, pa tudi še drugi deležniki, ki jim je do tega, lepo priložnost, ena redkih tistih čistih pozicij, ki rečejo, leva stran tega ni dovolila, ne? Dajte, bomo sodelovali pri tem, ne? Jaz bi sodeloval pri tem, dajmo dostojno pokopati te ljudi. Ne glede na to, kaj so, a ne? Nehajmo se kregati, da bojo pokopani v Ljubljani za Jankovićevim zidom ali ne. Nekje se že da najdeti prostor, vse ne gre za to, tle ne gre za ideološki boj, bodo zdaj pokopani kot nacionalni junaki, ali ne, tle se gre za to, da bodo pokopani kot ljudje, a je tako, ne? Ja. In najmanj, kar pričakujemo od cerkve, skladno s tem, kar Leon 14. počne, delajte za mir, delajte za resnico in pokopite mrtve. Zdaj, delajte na tem, da bomo pokopali mrtve. Oba dva sva, po moje, tudi pripravljena sodelovati pri tem. Ja, seveda. Dajmo sodelovati. Veda. In predvsem pa začnite govoriti o morali, začnite govoriti o resnici. Ne? Celo življenje so govorili samo resnica, zdaj ki pa čas za resnico. Mislim, jaz sem zanj begunca
pelal na slab Savico, sem ga pelal. Življenje vsi narodi si napisal. Življenje vsi ljudje. Aha. Ne narodi. Okay. Predtem sem ga pelal pa v Prešernovo hišo v Vrbi, ker je bil avtor pesnitve Krst pri Savici. In veš, turistično društvo je izgubilo pristojnost pobirati vstopnino za tam in greš gor brezplačno. Veš, kaj je naredila Cerkev, ki je lastnica, na parkirišču je dvignila na 7 evrov in sem 7 evrov plačal parkirnino. 7 evrov za 1 uro. Mislim, meni se je skoraj izmešalo, razumeš? In ker Bohinjci v Bohinju ne plačujo parkirnine, pri Cerkvi moramo pa plačati. Ne? A veš, pri Cerkvi treba pa plačati. Ne? In to, pazi, in jaz delam tisto, veš, človečnost hočem pokazati. A veš, pripeljem begunca tja, ne, a veš, in potem moram Cerkvi plačati davek za to, da sem človečen. Mislim, perverzno. In cela Slovenija je na tem in dajmo razpravljati. Ne samo o resnici, dajmo o bontonu, dajmo razpravljati o človečnosti, o miru, o vključujočnosti in nehajmo sedeti na žabi ali pa biti žaba, da nas bo škorpion pičil sredi roče reke. Hvala za tokrat. Kaj, se čez en teden spet vidva? Ja. Zmenjeno. Ja, živa.